Zaradi zagotavljanja varnosti v času virusa strokovnjaki stalno iščejo nove in nove načine, kako opravljati dejavnosti brez tveganja okužbe. O tej temi, tako kot o vseh drugih, seveda največ ve naš lokalni strokovnjak za čisto vse, Miran Šanka. Miran, pozdravljen, se slišimo. Tilen, živo, zdravo in lep pozdrav. Naj kar takoj povem, da jaz nisem strokovnjak za te zdravstvene strategije. Sem pa slišal, da so zdaj ugotovili, da ta drive-in sistem najbolj dela od vseh. V Kočevju so cepili v avtih, dela. V Grosupljem so za veliko noč žegnali kar v avtih, dela. Tako da zdaj razmišljajo, da bi vse v državi naredili na drive-in sistem. Aha, super. Ampak kaj točno misliš s tem vse v državi? Jaz ne mislim nič. Se ti pravim, Tilen, jaz sem kle za šankom, pijem kavico, se brigam zase. No, sem pa slišal, da bojo tako rešvali kulturo. Drive-in gledališča. Ljubljansko dramo so itak tako ali tako mislili obnavljati. Bojo pač dodali 2 rampe za avtomobile, a ne? Ljudje se bojo lepo pelali pod odrom v krogu 10 na uro, pa malo poslušaš predstavo, malo poblendaš v podporo in greš naprej. Boljš malo Shakespearea, kot pa nič Shakespearea, a ni tako, a ne? Če bi pa dvignili omejitev na 15 km na uro, bi pa eno predstavo lahko videli tam okrog 3000 avtomobilov. A ti veš, koliko je to ljudi, Tilen? Aha, pa misliš, da hrup avtomobilov pa izpušni plini ne bi motili poteka predstave? Tilen, pa kaj mene sprašuješ? Iskreno jaz to vem. No, ampak kakor sem jaz slišal, je to šele začetek. Zdaj bojo uvedli tudi drive-in šole. Drive-in šole? Kako pa ne bi to zgledali? Lega, no, a ti mene sploh kaj poslušaš? Ne vem, jaz vem glih toliko, kot ti. No, sem pa slišal, da imaš zdaj 2 opcije. Ena, da starši pripeljejo zjutraj otroka na parkirišče pred šolo, pa sedijo tam z njim, pa poslušajo pouk. V bistvu tako, kot po Zoomu zdaj, sam da ima še Petrol nekaj od tega, a ne? Druga opcija je pa, da tam malim potalamo vozniška dovoljenja, pa naj grejo sami. Mislim, glede na to, kakšno stanje imamo na avtocestah pa mestnih vpadnicah, slabš ne more biti, a ne? Na krožišča damo pa učitele, pa se vemo, enkrat, ko Slovenc zapele v krožen, ga ven ne gre, pa imaš lepo vse na kupu. Mislim, varen proti virusu, varen za vse, sploh če imajo airbage. Ne vem, Miran, no meni se ne zdi tudi tako dobra ideja, no. Meni tudi ne, Tilen. Meni tudi ne, ampak se veš, da jaz nimam nič s tem. Jaz sem pravim, kar drugi pravijo. No in drugi pravijo, da bojo zdaj tudi vrtce naredili na drive-in. Prideš, odložiš mulca čez okno, pa greš. Bo pa treba paziti, kaj ga pobiraš, če ti slučajno dajo enega drugega, ki ni tvoj, moraš cel krog narediti v krog, preden spet svojega dobiš, a ne? No pa drive-in vulkanizerje bojo tudi naredili. A niso vulkanizerji že drive-in sami po sebi? Tilen, nehaj mene spraševati, ker nimam pojma. No, sem pa slišal, da ni toliko poanta o vulkanizerjih, ampak o tem, da se združuje usluge, a ne? Če imaš ti enkrat majstre že od spodaj pod avtom, pa imajo orodje, ti komoče eno pedikuro naredijo. Samo vrata odpreš, nohco ven stegneš, pa ti s fleksarco peto zrihta, ne? No, pa tudi v kontrazmer bo šlo. Zdaj imaš drive-in zidarje, ki delajo kar ven iz avta. Edini problem je, če rabiš steno, ki je višji, kot tok, pol rabijo z džipom pridati, a ne? Kar je pa spet drago. A ja, no, pa drive-in pogrebi tudi, sam... To je pa bolj smotan, kaj enkrat, ko noč zapeleš, moraš avto tam noter pustiti, pa so spet stroški. Dobro, Miran, mislim, da smo malo zašli, ampak hvala ti za ta nabor skoraj uporabnih informacij. Hvala tebi, Tilen, pa ne pozab, jaz nič ne vem, sem pa slišal. Če hočete videti še več posnetkov od Kaj dogaja, se lahko težko je. Se lahko subscribete, skratka, pritisnete na gumb spodaj.